Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o vzrokih za posilstva. Posilstva so nasilna spolna dejanja. Največkrat moški posili žensko. Lahko pa tudi ženska posili moškega ali pa moški posili moškega. Pač ni važno, kateri spol je katera oseba. Gre tukaj za intimni spolni akt brez privoljenja obeh oseb. Torej je to akt, ko samo ena oseba želi nad nekom izpeljati spolni akt, druga oseba pa pač nima tega privoljenja, ne želi sodelovati ali pa niti ne da, se jo niti ne vpraša. Zakaj pride do posilstev? Vse se začne naprej v našem umu. Mi ljudje smo večplastna bitja. Imamo fizično telo, ki je iz snovi. Vsi ga lahko vidijo, otipajo, se ga dotaknejo. Imamo pa še v sebi nekaj nevidnega. Imamo naš v katerem lahko stvari počnemo na skrivaj. V tem umu razmišljamo, si ustvarjamo domišljije in počnemo raznovrstne stvari. Nihče ne vidi, kaj mi počnemo v umu. In zato se lahko v našem umu izjemno izživljamo in počnemo tudi stvari, ki jih sicer ne bi želeli, si jih ne bi upali početi pred očmi drugih ljudi oziroma javnosti. Take stvari, ki so za nas tudi sramotne. Posilstvo je povezano z masturbiranjem, z domišljijo o tem, da smo v spolnem aktu za neko osebo. Masturbiranje je sicer povsem nedolžno naravno dejanje doživljanja orgazma našega fizičnega telesa. Pri nekih letih, ko spolno dozorimo, začnemo odkrivati te erogene cone našega fizičnega telesa in se samo zadovoljevati. Potem pa s časoma začnemo masturbirati tudi lahko z uporabo določenih pripomočkov, raznih slik, revij, podob nagih teles, pornografskih filmov. In začnemo uporabljati te slikovne prizore v naši domišljiji, da še bolj stimuliramo naše samozadovoljevanje. V naši domišljiji torej krepimo neke podobe našega spolnega akta za neko osebo, ki pa obstaja samo v naši domišljiji. V domišljiji ne potrebujemo soglasja nikogar. In zato tudi, ko se domišljamo, da smo v spolnem aktu za neko osebo, se nam zdi to povsem nekaj normalnega. Potem pa seveda želimo to našo domišljijo tudi uresničiti v praksi. In vse bolj, ko prakticiramo to našo domišljijo, vse bolj krepimo, jačamo to fantazijo z to energijo orgazma,
da se potem krepi to naše poželenje, da bi to domišljijo tudi uresničili v fizičnem svetu. Zato lahko začnemo načrtovati, kje bi lahko dobili partnerja, partnerko, da to domišljijo uresničimo. Ker pa seveda je tukaj posredi strah pred temu, da bi nas kdo zavrnil, se potem lahko začne načrtovati, da se ta domišljija prisilno uresniči. Oseba, ki masturbira veliko za uporabo domišljije, nekako postane lahko zasvojena za tem in postane nesocializirana, se odmika v samoto, težko je navezati osebni stik, se z nekom lepo pogovoriti in sporazumno dogovoriti za spolni akt. In taka oseba potem začne načrtovati, kako bi lahko to svojo fantazijo spolnega akta uresničila na nek skriven način, z napadom na neko osebo in da to stori brez njenega privoljenja. Obstajajo celo pornografski filmi, kjer se za ženskami zelo nasilno ravna, tudi muči, mazohizem, in potem lahko posameznik dobi tudi celo sporočilo, da je nasilje v spolnem aktu celo nekaj zaželjenega, da postane to še kot dodatno sredstvo za vzburjanje. Priporočam torej, da se prepreči vzrok za nastanek posilstev na ta način, da se masturbira samo z uporabo svojega fizičnega telesa in da se ne uporablja domišljije. To je metoda, za katero je možno učinkovito preprečiti posilstva. Več o priporočljivih spolnih tehnikah in o navodilih za srečen, vzajemen medsebojni partnerski odnos najdete v povezavah tega videoposnetka, zato vas vabim, da si jih ogledate. Hvala za posluh in nasvidenje.